Že tukaj Valentin. Danes bom govoril o demonski obsedenosti. Poznamo določene izpade ljudi, ko se neka oseba začne obnašati nenormalno, objestno, nasilno in lahko rečemo, da je tako osebo obsedel nek demon. Demoni naj bi bila neka duhovna bitja, ki naj bi bila zlobna, njihov namen je škodovanje in potem demon pride v človeka, ga obsede, torej prevzame kontrolo nad njegovim telesom in potem začne uporabljati njegovo telo za to, da škoduje drugim, da se jezi, da je nasilen, da povzroča razna škodljiva dejanja, kot je fizično nasilje, posilstva, umori. Ali demoni obstajajo in kaj so demoni in ali tudi deluje izganjanje demonov, to je sedaj vprašanje. No, pri naši raziskovalni skupini Destiny se je ugotovilo, da demoni so dejansko obstajali, vendar pa to niso neka bitja, ki imajo naravo tako, da želijo škodovati drugim, temveč so to običajna bitja, tako kot mi, kot vsak človek, vendar ob trenutku smrti se niso uspeli uspešno odreinkarnirati, ker so doživeli neko nasilno smrt in zaradi tega se je spremenila njihova struktura in niso uspeli lepo normalno preiti v nebesna prostranstva. Ta bitja so ostala ujeta med to zemeljsko dimenzijo in med nebesno dimenzijo obstoja, ki pa je bila na žalost zaradi brezobzirnosti duhovne hierarhije odrezana od energije in zato so se demoni morali napajati z energijo na ta način, da so se neposredno priklapljali na čakre človeškega telesa, ki so bile ustvarjene prav za ta namen. No, pred nekaj leti, po letu 1998, ko se je odprl meddimenzijski portal, se je v duhovnem svetu marsikaj spremenilo. Ne bom sedaj na dolgo o tem razlagal, ker sem glede tega povedal že precej v prejšnjih videoposnetkih. Lahko samo povem to, da demonov ni več, da so bile demonske dimenzije tudi počiščene in sedaj ne pride več do tega, da bi neka bitja obsedla neko bitje, ki je v človeškem telesu. In tudi prej demoni niso obsedali ljudi na ta način, da bi popolnoma prevzeli kontrolo nad njihovimi telesi, temveč so samo ojačali določene podzavestne miselne vzorce ljudi, ki so se potem samo še bolj intenzivno izrazili. Če je neka oseba postala nasilna, objestna, so bili ti vzorci obnašanja že predhodno v njej in so jih demoni samo še nekako zbezali na površje. Sedaj torej ne pride več do demonskih obsedenosti,
prihaja pa lahko do umskih obsedenosti. Torej, nihče več ne more kriviti demone za to, da je storil neko nasilno, škodljivo dejanje, temveč je pa možno, da pride do tega, da umsko-zavestni sistem prevzame kontrolo nad fizičnim telesom, zato ker oseba, ki je inkarnirana v tem fizičnem telesu, to dopusti in potem seveda povzroča konfliktne medsebojne odnose in škodovanje drugim, zato da bi sam posrkal to energijo, ki jo potrebuje za lastno preživetje. Kajti umsko-zavestni sistem je energetski, simbiotski, parazitski sistem, ki nam proizvaja misli, čustva, domišljijo. In če dopustimo, da preveč prevzame kontrolo nad našim telesom, potem lahko naše telo postane njegovo orodje za to, da izvaja škodljiva, nasilna dejanja. Priporočljivo je torej, da se čim bolj osvobajamo od uma, da čim bolj omejujemo njegovo moč, njegovo delovanje in da prevzemamo odgovornost za besede in dejanja našega lastnega fizičnega telesa. Za pomoč, da to dosežemo, priporočam brezplačni spletni tečaj DIP Light. Povezavo do njega pa najdete v opisu tega videoposnetka. Hvala za posluh in nasvidenje.